Če vam povem, da obstaja ena magična snov, ki nastaja iz vseh organskih odpadkov narave v neomejenih količinah in predstavlja temelj rodovitnosti, pa po moje bi si jo želeli res vsi. In to črno zlato je kompost, ki na vrtu Obilja in na marsikaterih drugih vrtovih pa kmetijah po Sloveniji in tudi po svetu predstavlja temelj rodovitnosti in uspeha. Zato bomo danes sklenili ta krog med organskimi odpadki, ki nastajajo na vrtu, v kuhinji, s tem gnojilom, hranilom, mikrobiološkim poživilom, ki mu pravimo kompost. Stojim pri malem kompostišču ob vrtu Obilja, ki je bilo inspiracija za naslovnico nove knjige o kompostiranju. Ta knjiga je šla letos v mesecu marcu in v njej je zbranih 20 praktičnih receptov za kompostiranje in pa tudi sama teorija o kompostiranju. Kar nekaj vrtnarjev, bralcev je ta knjiga že navdušila, nekatere presenetila. Res pa je, da za nekatere je mogoče celo prevelika znanost le noter zajeta, ampak za naju je to osnova. To je to, ker midva si vrtnarjenja brez komposta ne predstavljava več in si želiva res le najboljši kompost. Kompost je predelana organska snov, ki ima enotno homogeno strukturo in ne prepoznamo več začetnih surovin. Nastane v procesu kompostiranja in gre skoraj za 100% organsko snov, ki je podobna humusu. Na vrtu Obilja vsako leto porabimo nekje 5 kubikov komposta za zastiranje vseh vrtnih površin, ki daje temelj za uspešno rast vseh rastlin. In največ ga nastane s kompostiranjem konjskega gnoja s pomočjo rdečih deževnikov Lumbricus rebelus. Bolj filozofsko pomemben aspekt pa je kompostiranje tudi za mano vseh sprotnih odpadkov. In sicer vsi organski odpadki se spremenijo v kompost in dajo novo življenje naprej na samem vrtu. In zadaj v šajtrgi je kompost, ki je nastal od lani oktobra, pa zdaj smo junija, torej nekje v dobre pol leta čez zimo. Samo tako za občutek, da vidimo, da nikakor ni kompostiranje pogojeno s časom, ampak je veliko bolj pomembni so pogoji pravi, da potekajo pravilni procesi kompostiranja. V kupu, v celotnem volumnu se je lani od junija vse skupaj polnilo, tako da čisto spodnjih plasteh je potem 1 leto star kompost. Tako da vidimo, da nekje 1 leto do dobrega pol leta lahko iz kateregakoli organskega odpadka nastane kompost. Kompost opolnomoči vrtnarja in jih naredi neodvisne od umetnih ter kupljenih gnojil. Potrebna pa je pozornost, čas in pa pravo znanje. In z nakupom knjige Kompost, ja, prosim, prejmete to znanje. Čas pa pozornost pa morate seveda nameniti sami. Hkrati tudi z nakupom podprete najino delo, podpirate te videe in ostale vsebine, za kar sem vam izjemno hvaležna. Hvala in uživajte v vrtnarjenju ter kompostiranju še naprej. In, sorry. Ena magična... Ki je... Robi. Ki... Bom, še enkrat. Sorry. Lumbricus. Ok. Lumbricus, ok. Kako bomo Še zato res... Zakaj? Čas in pa pravo znanje. Mogo se grabiti.